Pozdravljeni v novem podcastu Neokvirjeno, ki ga pripravljamo v uredništvu Avtar 24. Seveda naš današnji gost, prvi današnji gost ni naključje, kajti v studiu gostimo človeka, ki se tudi ukvarja nekako, da odstranja okvirje, tako kot je namen našega podcasta, da podiramo okvirje, kajti danes bomo govorili na nek način o norosti, kar pa pomeni, da norost je nekaj tisto, kar neka družba postavi v nek okvir. Mi pa želimo te okvirje rušiti in seveda te okvirje rušijo tudi v Socialno-varstvenem zavodu Hrastovec, zato je z nami direktor zavoda Hrastovec Aleksander Gungl. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Lep pozdrav predlagam, ker se drugače že dolga leta poznava in se tudi tikama, tako da se lahko tudi pri tem pogovoru tikava, če se seveda strinjaš. Seveda. Pa najprej nekaj besed o samem zavodu Hrastovec, kratka predstavitev, gre za največji socialno-varstveni zavod v Republiki Sloveniji. Res je, to je največji posebni socialno-varstveni zavod. Pri nas živi okrog 600 stanovalcev, za njih skrbi 484 zaposlenih, kar nas uvršča v sam vrh podobnih zavodov. Posebnih zavodov v Sloveniji je 5, nekateri so tudi kombinirani, tudi naš zavod je deloma kombiniran, saj imamo v Hodošu dom starejših, v katerem biva tudi 5 starostnikov in pa 65 stanovalcev s posebnimi potrebami. Zavod, tako si povedal že na začetku, se že dobrih 25 let trudi, da prestavimo okvirje iz tega, da živijo ljudje v starih gradovih in pa na odmaknjenih lokacijah, kjer so pač v prejšnjem času odmaknili te ljudi, ki so imeli težave v duševnem zdravju oziroma v duševnem razvoju, da jih niso pač motili pri njihovem lepšem življenju in so te ljudi umaknili. Sedaj pa se mi trudimo že 25 let, da te ljudi spet vključimo nazaj v družbo, kar nam občasno bolj, občasno malo manj tudi uspeva. Zadnji trendi se kažejo v pozitivni smeri, saj po nekaj letih, skoraj stagniranja te ideje, se je začelo spet premikati in mislim, da smo na dobri poti, da postavimo spet neki vzor, kot smo tudi bili včasih, 20 let nazaj v Sloveniji, in smo tudi edina inštitucija, ki je zaprla določen del totalne ustanove. Se edini primer zaprtja take ustanove je naš grad na Tratah, katerega smo izpraznili leta 2004 in še vedno ostaja kot simbol zaprtja neke take, odmaknjene inštitucije, ki ni več primerna za sodoben čas za bivanje teh ljudi. Seveda še imamo v uporabi vedno še en grad v Hrastovcu, kateri še sedaj vedno naseljeno okrog 100 ljudi. Trudimo se, da tudi te ljudi vključimo v družbo. To nam sedaj, v zadnjih 2 letih tudi nekako uspeva, saj v letošnjem letu planiramo, da preselimo v lokalno skupnost okrog 70 naših stanovalcev in potem se bo prvič v zgodovini Hrastovca zgodilo, da bo več ljudi živelo v lokalni skupnosti kot pa na lokaciji Hrastovec. Sedaj živi na lokaciji Hrastovec še okrog 350 stanovalcev in s to preselitvijo se bo ta polovica, več kot polovica ljudi izselila. To pomeni, delate na, mislim, da čez 20 v 20 lokalnih skupnostih? Delamo v 8 občinah, v 12 objektih in pa tudi okrog 12 objektov je na sami lokaciji Hrastovca, tako da je naših objektov, ki jih vzdržujemo in pa v njih živimo, je 24. Razporejeni so od Maribora do Hodoša po celotnem tem območju severovzhodne Slovenije. Moram pa povedati, da tako v zadnjo leto, ko se smo spet začeli malo odpirati in pa se kazati v neki bolj pozitivni luči in se trudimo za to, da ljudje sprejmejo tudi drugačne, kar dobro pogovarjamo tudi z župani Slovenije, goriških občin in pa še širše, kateri so pripravljeni tudi nam pomagati in tudi nam ponuditi kakšno lokacijo, parcelo, kar je za mene veliki preobrat, ker včasih smo morali iti skoraj da na silo v kakšen kraj, sedaj pa nam že tudi ponujajo
parcele in to je vseeno posledica nekega, bi rekel, pozitivnega in pa dobrega odnosa med nami kot zavodom in pa lokalno skupnostjo, kjer smo že živimo in smo tudi dobro sprejeti. Sam pravim, da tisti otroci, ki so odrasli bi rekel, skupaj z nami, v družbi z nami, ali so že kot iz osnovne šole lahko hodili na obiske v naše enote, primer recimo Trnovska vas, tisti ljudje so sedaj že odrasli in ti ljudje nimajo več nobene težave z drugačnostjo in pa s sprejemanjem tudi drugačnih. Čeprav na začetku, ko smo šli v katero občino, je bilo ta odnos, bi rekel, bi bilo strah lokalne skupnosti, niso vedeli, kaj naj pričakujejo, kaj bo. Sedaj po 10-15 letih pa je ta odnos povsem drugačen. Še vedno je težava tam, kjer nas ni in kjer hočemo priti na novo, ampak vseeno se te težave vedno manjše in smo, bi rekel, te tabuje nekako že prebili in je zdaj tudi naše delo dosti bolj pozitivno in pa lažje. Torej, potem zavod se odpira, saj nekoč dejansko od leta 1948, ko je bil zavod ustanovljen, je bil nameščen, so bili vaši stanovalci dejansko nameščeni v gradu Trate in seveda v gradu Hrastovec. In tu so bile neke dejansko lokacije, katerih ni bilo dobro obiskovati, kar precej let je minilo, da se je ta zadeva spremenila in v zadnjem času mislim, da je tudi za te ljudi bistveno boljše poskrbljeno in tudi ravno zdaj sprejemate nove smernice, se pogovarjate o tem, v kateri smeri se bo vse skupaj razvijalo. Bo možno potem razseliti vse te ljudi nazaj, vrniti lokalne skupnosti ali bo vseeno nekaj ljudi pač moralo ostati dejansko v ustanovah? Ja, jaz bi sedaj nadaljeval kar na začetku tega tvojega napovednika. Res je, da so bili ti ljudje odmaknjeni in so živeli, bi rekel, stran od družbe in je bilo to obdobje skoraj da temačno, ampak marsikdaj lahko vidim po televiziji kakšne filme, ki so jih pač ustvarjali tisti, ki bi radi kaj tudi spremenili, vse jaz tako razumem, ampak po mojem mnenju ni bilo, ta pristop njihov ni bil najbolj posrečen, ker jaz vseeno vem tudi sedaj naši zaposleni, ki se upokojujejo in so delali v teh razmerah, jaz vseeno to gledam tako, da pač zavod je deloval v tistem času, kot je pač bilo, so vseeno ti zaposleni in pa tudi mislim, da država se je trudila, da so pač uporabljali znanost, ki je bila takrat na nekem nivoju razvoja. Gledam, da so se vseeno trudili ljudje, če si predstavljam, da tudi na Tratu ali pa v Hrastovcu, da so to bile sobe po 20-30 ljudi v eni, niso imeli sanitarij, in vem, da je to bilo grozno, ampak tisti zaposleni, ki so tam delali v teh razmerah, so se trudili po svojih najboljših močeh, niso bili zdaj, da bi se jih življali ali kakorkoli, da bi zdaj kaznovali te ljudi. Delali so v teh razmerah, kaj so pač lahko in so se trudili in je bilo zelo grdo in mislim, da marsikateri prikaz teh razmer je krivičen do teh ljudi, ker pač tista znanost, ki jim je takrat lahko pomagala, kar je bilo finančno mogoče, koliko je bilo kadra, sedaj vidimo, vsi bi imeli več kadra, večje plače, ampak se pravi, bi lahko spet več poskrbeli, ampak takrat so bile te razmere dosti slabše in so pač ti se trudili z vse svojo močjo in pa, bi rekel, dobro voljo, da so tem ljudem pomagali. Kakorkoli so vseeno nekje bili, so jih z njimi živeli in pa se trudili pač, da so jim omogočili vse to, kaj jim je takrat država v tistih okvirih lahko omogočala. Res pa je, da danes smo že precej naprej na tem razmišljanju in pa tudi samem opremi in pa številu kadra in pa tudi finančni so za to namenjene. Ta sredstva se tudi vedno povečujejo. Vsi bi si želeli še več, tako kot vidimo, vsi bi imeli vse večje plače, ampak vedno je neka meja, kaj si pač lahko privoščimo in pa tudi kaj lahko namenimo, neko ravnotežje, koliko lahko država tudi nameni za določene skupine, vedno pa to mora biti neko vzdržno stanje in tudi če si več želimo, moramo vseeno iti po korakih. In sedaj res se dogovarjamo tudi, da za nadaljne korake, sedaj smo imeli v Ljubljani 2 dni nazaj tudi eno takšno srečanje, kjer smo pa iskali rešitve prav za te najtežje naše stanovalce. In ko si vprašal zdaj, ali bojo lahko vsi šli ven ali bojo vseeno kdo mora ostati, zdaj čisto moje mnenje iz ene, bi rekel, take dogodivščine, na lokaciji Hrastovca so ti najbolj nevarni, najbolj težki, ki po mnenju mnogo katerih pač niso primerni za ven, Ampak ti ljudje se v veliki meri tudi sprehajajo po dvorišču, res da moče v spremstvu kakega delavca, ampak jih gre 5-6 pa zaposleni z njimi.
ampak hodijo po tem dvorišču. Na lokaciji Hrastovca so še tudi je nekaj hiš in so tudi še ti stanovanjski bloki, ki so bili nekoč zgrajeni za delavce zavoda. In tam zdaj živijo ljudje, čisto neodvisne družine. In se me je lansko leto med počitnicami sem opazoval marsikdaj, ko sem šel iz službe, pa sem šel malo bolj pozno, ko se je že dvorišče spraznilo, ko so bile parkirišča prazna, so na našo parkirišče pred upravo in to pred gradom sta prihajale dve punčke. Videl sem večkrat tudi, da pol septembra so imele rumene rutice, kar pomeni, da je to bil prvi, drugi razred in so se hodile z rolko voziti na to dvorišče. Ne. Ob teh punčkah ni bilo dobenega varnostnika, ni bilo starša, ni bilo dobenega spremstva, paznika, da bi to... Ti dve punčke so se tam igrale in sta živele z nami brez vsakega. In zdaj se sprašujem, ali so te dve punčki pol manj vredne, da pač lahko živita z nami, so pol tem druge, ki pravijo, da mi ne moremo, ali pa ti ljudje ne morejo živeti z njimi, tisti so potem kaj več. In ko to vidiš potem in se zamisliš, ne, potem vidiš, da naši ljudje lahko živijo z vsemi. Ne. Res, da so določena stanja, pride kritične trenutki in je treba pomagati, treba zaščititi, ampak zaradi tega to ne pomeni, da so zdaj ti ljudje pa morajo biti izločeni. Včasih so razmišljali, pač njihova znanost je dopuščala, da pač ti ljudje ne smejo biti z nami, da morajo biti odmaknjeni. Leta in leta se dogaja, da se je to nekako vključevalo nazaj v družbo in sem prepričan, da če jaz danes rečem, da ti ljudje, da nihče ali pa da mislim, da nekateri morajo ostati, niso sposobni za ven, bo čez 10 let to bi rekli, veste, kaj je govoril, zdaj pa so vsi zunaj. Jaz sem prepričan, da so lahko vsi zunaj, ampak pač mora jim biti nudena podpora. Vsi vemo, da pač določena stanja, določen razvoj ne dopušča pač samostojnosti, ampak če jim država nudi to podporo, potem s takšno podporo strokovno in pa tudi, bi rekel, družbeno, potem lahko zaživijo vsi zunaj. Ne? Ampak mogoče še bo moralo preteči nekaj časa, preden bomo to sprejeli, ne? Ampak kot sem povedal, ti ljudje, te družine, ki živijo blizu Hrastovca, ti dve punčki sta to že davno sprejeli. In mislim, da bomo tudi ostali enkrat dojeli. No, se ravno to je namen tudi našega podcasta, neokvirjeno, ne, kajti ljudje imamo v glavah ogromno okvirjev in tudi ravno pri tem drugačnosti se kaže, da dejansko si res delamo težave tam, ki jih ni in dejansko vse izhaja iz naših glav, ne, in največja težava so ravno ti okvirji, ki so nekako bili sprejeti v družbi in hvala Bogu, zdaj ti okvirji nekako res padajo. Tako, zdaj prej si omenil tudi to prihodnost in pa strategijo tudi naše države in pa našega ministrstva v tej smeri. Moram povedati, tako sem prej že omenil, ne, ta okrogla miza, ki je ministrstvo pripravilo, organizirala, sicer je Fakulteta za socialno delo, sodeloval je Inštitut za kriminologijo, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in pa potem smo bili povabljeni tudi posebni zavodi. Moram povedati, da udeležba vsaj teh najvišjih, kateri lahko kaj odločamo v tem področju, je bila zelo slaba. Kot direktora smo bila pripravljena sodelovati, Dino jaz kot direktor Hrastovca in pa gospod Goran kot direktor Doma na Krasu Primorske, kateri je sedaj že nekaj let v pilotnem projektu deinstitucionalizacije in so, bi rekel, na dobri poti, sicer so, bi rekel, na pol poti, ampak trudijo se, da razselijo pač vse svoje stanovalce po območju Primorske. Kaže se sedaj prav težava v tem, da bojo preselili menda lahko vse razen teh varovanih enot. In sedaj prav zaradi tega, ker pač v teh zadnjih 5 letih, ko ta pilotni projekt traja, so tudi na državnem nivoju ugotovili, da pa je treba sedaj iskati strategijo, kako preseliti tudi te, ki so po sklepu sodišča na varovanje enote. No in to smo imeli to prvo srečanje, na katerem smo o tem govorili, svoje pomisleke, svoje izkušnje in pa tudi, kako si mi predstavljamo. Tako da sem bil ponosen, da sem lahko sodeloval v tej skupini, ker so res bili, bi rekel, najvišji odločevalci, ki bodo odločali v tem. In tudi so nam povedali, da tudi Evropa ima pripravljena sredstva, je kar več milijonov evrov pripravljeni za to, da bi lahko pomagali vključevati te osebe v lokalno skupnost. Tudi sredstva so namenjena za individualno podporo, tako sem prej povedal, da lahko je vsak zunaj, ampak z določeno podporo, ampak vemo, da zdaj ta kader in pa ta finance, ki jih mi imamo kot zavode trenutno, tega ne dopuščajo. Če bi hoteli to, bi morali naše cene še, rekel, kar precej dvigovati, kar pa tudi vemo, da mora biti sistem vzdržen. Ampak če se za določene skupine, ki pač potrebujejo več podpore, pridobijo sredstva iz Evrope in potem te ljudi
potem vključimo v družbo z neko podporo, ki bo trajala, ne vem, leto, 2, 3, verjamem, da se potem tudi lahko stanje izboljša in potem je to na tem področju, mislim, da se bo lahko marsikaj premaknilo. In Zavod Hrastovec je spet vključen v igro, tako kot smo bili včasih vodilni na tem področju, mislim, da prevzemamo to vlogo in tudi to ministrstvo, mislim, da nam to priznava in nas vedno bolj spoštljivo tudi vključuje v te pogovore in pa upošteva naše izkušnje in pa naše mnenje. To pomeni, če nekako pojasniva, v Zavodu Hrastovec, socialno-varstvenem Zavodu Hrastovec živijo ljudje z motnjami v duševnem zdravju in v duševnem razvoju. Govorila sva o varovanih oddelkih, pa mogoče, če pojasnimo to razliko med tako imenovanimi navadnimi oddelki in varovanimi oddelki, ker mislim, da tega marsikdo ne loči. Res je, pri nas skrbimo za ljudi s težavami v duševnem razvoju, kar po močem marsikdo ne ve, ampak to so ljudje, ki so se že rodili z neko okvaro oziroma so ostali na nekem stopni razvoja. Bi rekel, da si lažje predstavljam na stopni razvoja 3 ali 4 ali 5-letnega otroka. In potem to so odrasli ljudje, ki pač imajo določene omejitve v razmišljanju, ravnanju, v svojih dejanjih in potrebujejo podporo oziroma neko asistenco, da lahko tudi normalno živijo. Potem druga skupina so ljudje s težavami v duševnem zdravju, to so pa povsem običajni ljudje, tako kot smo mi dva. So tudi dosegli marsikaj v življenju, imeli visoke funkcije. Imamo tudi človeka, ki ima doktorat, doktor znanosti, bil na visokem položaju, ampak tudi vsak, ki dela na malo višjem položaju, verjamem, da tudi vi ste dosti v podobni situaciji, prihajaš v stiske, v take razmere, da včasih se sprašuješ, ali bo tvoj zmogel prenesti to in zadovoljiti vse zahteve, ki jih pričakuje družba od tebe in pa ljudje okrog tebe. Rad bi naredil vse najboljše, ampak pride včasih tudi do meje, ko pa nekateri ne zmorejo in pride do bolezni oziroma do poslabšanja stanja, duševnega stanja in potem lahko tudi končajo v psihiatričnih bolnišnicah in kjer jih toliko sanirajo oziroma toliko pozdravijo, da lahko vsaj normalno živijo in ko oni gotovijo, da je pač to stanje skoraj dokončno, ne morejo ostati v psihiatrični bolnici, ker vemo, da je to pač začasna rešitev in pa tudi najdražja. In potem, če ne zmorejo sami, se namestijo v socialno-varstvene zavode, pridejo k nam in potem mi skrbimo za njih. Mi se pa potem trudimo, da je to njihovo življenje čim bolj ugodno pač po njihovih zmožnostih, ampak vseeno ne, mi smo socialno-varstveni zavod, ker ljudje pri nas živijo. Mi nismo bolnica, bi zdravili ta stanja, pač pa ta stanja poskušamo vzdrževati in nuditi čim več na tem nivoju, kar pač zmorejo. In tudi se kaže, da pri marsikateremu se to stanje potem izboljšuje oziroma iščemo tiste točke, katere še zmorejo. Ne iščemo tega, kaj ne zmorejo, ker to je se marsikaj, mislim, se hitro vidi, ampak iščemo to, kaj pa še vseeno zmorejo in pa z malimi korakami potem nekako to njihovo življenje spet osmislimo in se potem tudi to življenje pelje nekako naprej v vzdržnosti oziroma da imajo to, da še to življenje, toliko kvalitetno, da lahko še vsaj preživi ta del življenja, ki mu ostane. Če pogledava samo vaše delo, dejansko in delo z stanovalci, vašimi stanovalci v Zavodu Hrastovec, večkrat govorimo, da živimo v krizi vrednot, da več ni spoštovanja. Pa me zanima, katere so najpogostejše težave, s katerimi se srečujete v zavodu napram družbi? Katere ovire vam pri razseljevanju stanovalcev največkrat postavlja sama družba? Ja, jaz mislim, da je to najbolj neznanje družbe, neseznanjenost, neinformiranost, ker pač ne vejo, kaj mi smo, kakšne težave imamo, kakšni ljudje so pri nas in seveda se tega bojijo, kar je razumljivo. Zato se mi trudimo, da čim bolj se odpiramo, govorimo o tem, hodimo v lokalno skupnost. Moram povedati, da v lanskem letu smo tudi finančno malo si opomogli in smo lahko tudi precej več nudili našim stanovalcem. Organizirali smo ogromno ekskurzij, mi pravimo raznih projektov, ko bi rekel, da so obiski gostinskega lokala. Moram povedati, da sem vesel, marsikdaj, ko se peljem ali skozi Lenart ali s katero drugo občino, vidim naše v nekem gostinskem lokalu v družbi povsem običajnih ljudi in ti ljudje
marsikdo in velikokrat ne ve, da smo to mi pač malo posebne. In potem tudi ti naši ljudje, verjemite, da jim je to, bi rekel, za dušo pravo olajšanje, ne, ko vidijo, da so spet lahko vključeni in da živijo lahko kot vsi ostale. Čeprav pač je spremstvo in nekdo nudi oporo, pomaga ali fizično ali pa tudi, bi rekel, pri določenih odločitvah, in potem se ti ljudje počasi vključujejo. In tudi velikokrat, ko se peljem ali z Maribora ali pa Radgona ali pa tudi Lenart in vidim tudi ob cesti ali da vidim, da grejo na avtobuse ti naši uporabniki, hodijo med nami in sploh marsikdaj že več ne ve, da so tu naši uporabniki. Tako da jaz verjamem, da bo se to počasi vseeno integriralo. Je pa res, da ko pa nekam pridemo, se začnemo pogovarjati, tam, kjer še nismo v tisti skupnosti, ne, pa se vedno ustvarjajo pač vprašanja, bojazne in se ljudje bojijo, kaj bo se zdaj zgodilo z njimi, z njihovimi otroki in tako naprej. Ampak verjamem, da do sedaj še nekih večjih incidentov nismo imeli. Je pa res, da smo vedno v strahu, ampak kar je, bi rekel, zelo krivično do nas, ne, ker če pogledamo, ne vem, neke gostinske lokale, kolikokrat se stepajo normalni ljudje, ne, ali kdo komu kaj reče, ne, ampak če to se zgodi normalnemu, se to pač moče kaj govori, pa je to drugi dan vse boljše, ne. Če bi se to nam zgodilo, pa če se zgodi, je to tak incident, da je to, se vsi pol zgražajo in tako naprej, ne. Recimo samo primer moškega, ne, če gre moški, ne vem, ob neki potki, pa gre lulat, je to za normalnega čisto normalno. Če bo to naredil naš, pa že vsi kazali s prstom, evo, glejte, kak je norec, kaj dela, se to ni za med nas, ne. In bi rekel, ta dvojna merila, ne, med normalnimi in pa našimi, ne, mi moramo dosti bolj paziti na naše, da, ne. In tudi, čeprav so dostikrat fizično ovirani, da imajo take telesne okvare, da pač ne zmorejo se obnašati oziroma premikati, tako kot mi, vsi ostali, ki pač to lahko, je že to dostikrat, ne, kot da zdaj ti ljudje ne spadajo med nas. Ampak takih predsodkov in tega je vedno manj, mi se nekako trudimo s tem boriti, da to dopovedujemo tistim ljudem, ki jim je to dano, da tega niso rabili preživljati, da je to in to, da so tudi to ljudje in da moramo tudi njih sprejeti. Včasih mi tudi rečejo, pa ne morete teh dati, recimo tako, da je Lenart, ne, pa bo tam otroci, pa bo ti gledali, ampak kaj ni normalno, da smo ljudje različni, da tudi otroci vidijo človeka na vozičku, pa tudi če, ne vem, da nima roke ali da kakorkoli, da ima kakšne kretnje, ampak to je vse, tudi ti ljudje bi raje bili normalni z vsemi pogoji, kot jih imamo ostale, ne, ampak niso si sami tega izbrali, niso sami krivi, ne zmorejo poskrbeti za sebe in dobro je, mislim, da vseeno, da imajo nas, da za to poskrbimo. Moram povedati, da tudi zadnje 2 leta se dosti trudim, da se organiziramo stike svojcev, tisti, ki še imajo svojce, veliko naših uporabnikov svojcev nima, ali pa jih ne obiskujejo, ampak da tisti, ki jih imajo, ne, da organiziramo srečanja svojci, mi rečemo pikniki in pa srečanja. In res v lanskem letu sploh sem poseben poudarek dal na to in sem šel na vsa ta srečanja, do vsake mize, do vsakega tega obiskovalca našega oziroma svojca, se z njim pogovoril in vam povem, da konec leta, ko smo končali, sem imel res taki občutek, nihče ni nekih večjih pritožb imel, če je bilo kaj pritožb, smo hitro reševali, ampak v glavnem so pa bili v veliki meri vsi zadovoljni in nam hvaležni, da smo, da obstajamo, ne, ker moramo vedeti, da tudi ljudje, ki pridejo k nam, da so to bile doma velikokrat težke situacije, velike stiske in tudi marsikateri svojec potem več tega ni zmogel, ne, ker vsi vemo, če imaš, se ti rodi otrok s posebnimi potrebami, ko si mladi, še to obvladuješ, ampak ko pa recimo starš postane starejši, 70-80 let, ta otrok je potem že tudi odrasel človek in prvo nima teh strokovnih znanj, drugo pa tudi fizično pol več ne more za njega skrbeti. In seveda se boji, kaj bo pol z njim, z tem otrokom, ko on več ne bo zmogel, ne, in ko pridejo k nam in ko vidijo, kako se mi trudimo, kako skrbimo za njih, kakšne so naše vizije, kaj bi radi, ne, so vsi hvaležni, pravijo, dobro je samo, da ste, da vas imamo, mi se samo bojimo, ne, ko včasih kakšne dezinformacije se širijo, da nas bojo vse zaprli, vse, ne, in se bojijo, kaj bi pol bilo z njihovimi, ne, otroci. Tako da je res na koncu tisti neki občutek oziroma tista hvaležnost ti da energijo dodatno, da se splača truditi in tudi delati v tej smeri, da je poskrbljeno, da so ti svojci, ki imajo ljudi pač svoje drage pri nas, ne, da so nekako brez skrbi, da bomo mi za njih poskrbeli.
Jaz vedno rečem, ne, kot si dejal, to so ljudje na stopni razvoja 5-letnega otroka. Ne. In jaz pravim, to so dejansko odrasli otroci, ki jih družba še ni uspela pokvariti, zato so velikokrat iskreni in tudi verjetno vračajo to toplino, ki jo dobijo. Res je, tudi naši zaposleni, ne, so tisti, ki res večina ima ta čut do teh ljudi in ne, ko ti nekaj let delaš s temi ljudmi, potem ti res prirasajo k srcu, ker tu ni hudobije, ni zahrbtnosti, ne, pač pa vseeno so hvaležni za vsako malenkost, ne, za vsak, ne vem, neko malenkost, ki jim lahko ponudimo in jih razveseli in je to iskreno, bi rekel, to iskreno veselje ti da neki pogum oziroma neko voljo za naprej. Vemo pa, da v normalni družbi vidimo po televiziji, kaj se dogaja in ne, od zahrbtnosti do nastavljanja raznih neprijetnih trenutkov in ko to dela s temi ljudmi in ko jih lahko osrečiš, pa vidiš, da so oni veseli, ne, v tej malenkosti, ki imajo, ker veliko ne moreš, ne, ker vemo, da smo finančno omejeni, potem ti tudi ta trenutek, mislim, ta dogodek nekaj pomeni. Zdi se mi zelo dobro, da dejansko pri mladih spodbujate to drugačnost, razumevanje drugačnosti, da se srečujejo, kajti veliko delate tudi z osnovnimi šolami, samimi otroci obiskujejo, se družijo, gre za dejansko medgeneracijska srečanja tudi in tu se mi zdi, da je potem tisto, da, kot si že dejal, ko ti otroci rastejo s temi ljudmi, jih potem gledajo drugače kot nekdo, ko jih vidi prvič. Sam sem spremljal enoto v Trnovski vasi, spomnim se, v neposredni bližini enote je kulturna dvorana, v katerem so velikokrat prireditve in vem, da je na začetku vedno bilo, glej, oni tam zadaj so pa iz Hrastovca. Ne, danes več tega nihče ne vidi. Tako je in to mislim, da največja dodana vrednost in pa tudi najlažji pristop za nadaljnji razvoj, ne, ko si ti nekaj let vključen v družbo, ne, in počasi se to sodelovanje krepi in tudi izkušnje in ljudje s tem živijo in izgubijo tiste predsodke in si res tam hodi k nam v vrtec na razne dogodke, na delavnice, potem seveda osnovna šola in ti ljudje, ki so hodili kot majhni otroci k nam na obisk, odraščali z nami, ne vidim več dobenega straha, kaj časa bi se oni bali teh ljudi, sprejemajo drugačnost in potem zato verjamem, da je tudi ta možnost Sloveniji, da se bo tudi to mnenje spremenilo. Vse tam, kjer smo mi in kjer je možnost, da ljudje to doživijo. Sicer nikoga ne obsojam, verjamem, da pač, če tega ne vidiš in ne doživiš, potem lahko imaš nekaj predsodka oziroma strah, ampak tam, kjer smo, pa kot si rekel, ne, da ni bilo več potem težav. Moče še eno zanimivo za v Trnovski vasi tudi nismo imeli ograje, ki jo sedaj že nekaj let smo postavili, ampak te ograje nismo postavili zaradi naših, pač pa bi rekel zaradi zunanjih, ne, ker smo večje težave imeli, ker se kaj dogajalo iz neprimernega strani, bi rekel nas normalnih, kot pa in smo mi dejansko s tem zaščitili naše, ne da bi ščitili z ograjami zunanje. Ne. Ravno to sem hotel reči, da velikokrat kažemo s prstom, glej, ti so pa iz zavoda Hrastovec, ne, dejansko, ko pa potem predsodki, kako se obnašajo, ne, velikokrat pa sami sebe ne vidimo in smo dejansko zelo hujši, velikokrat nehvaležni, neprijazni do sočloveka, ne, in dejansko, če jih redno spremljamo, bi se tudi mi, če tako rečemo, normalni v narekovajih, lahko od njih marsikaj naučili. Pa če se sedaj vrneva v sam zavod Hrastovec, ogrado, Evropa je že pred leti dala nekako direktivo, da je te gradove treba izprazniti. Kako je sedaj v gradu Hrastovec, koliko vem, še okrog 90 stanovalcev živi v samem gradu, pogoji niso tam najboljši, kdaj bodo lahko zapustili grad? Res je, ko je Slovenija vstopala v Evropo 2004. leta, je podpisala tudi neke smernice oziroma namere in v tistem je bilo noter napisano, da bo do 2010. izpraznila gradove takih inštitucij. Letos smo 2024. in v našem gradu živi še skoraj 100 ljudi, ampak trudimo se in sedaj kaže vseeno, da smo na dobri poti, da pa če res z kar nekaj letno zamudo, ampak da tudi to obvezo do Evrope uresničimo. Moram povedati, kot sem že prej povedal, 70 postelj nastaja v Lenartu, tako da se bo lahko 70 ljudi preselilo iz lokacije Hrastovca, vendar ti ljudje, ki bodo živeli v Lenartu, se ne bodo preselili iz gradu, ker v gradu imamo pač malo bolj zahtevne enote,
ki pa so ljudje gibljivi in lahko hodijo, niso fizično ovirane. Tu v Lenartu pa smo zgradili enote, ki so prilagojene za invalide. Je to vse pritlično brez stopnic in vsemi temi pripomočki za invalide. In potem smo namenili prav to, da bo v Lenart se preselilo večina ljudi, ki potrebujejo težjo nego, ki so prikovani bolj na bolniške postelje oziroma na vozičke, in je to območje tudi za njih prilagojeno. Preselili bi naj v Lenart tudi dementni oddelek, ker je tudi v Lenartu bo postavljena ograja, in to je predvsem za demenco, ker se smatra tudi kot varovani oddelek. Ampak to je predvsem varovanje za to, da se ti ljudje ne izgubijo, da vseeno imajo neko varno okolje. To vemo, tudi vsi domi starejših imajo dementne oddelke, so ograjeni, in tudi zaradi fizične varnosti teh ljudi je pač to zaščita. Še vedno pa bo možno prehajati tudi iz te enote, ampak pač mimo recepcije in tako pod nadzorom. Moram povedati, da se nam včasih tudi pred leti v Francosu zgodilo, da nam tudi iz dementnega po pomotim, oziroma nehote odstaval kakšno stanovale starejši, in potem smo ga iskali po teh bližnjih gozdovih. Tudi s helikopterji policija pomagala včasih, in vemo, da je to, če se to zgodi po zimi, da je to življenje tega človeka zelo ogroženo, ker ne vemo, kje ga najdemo, in zato pač mora biti zaščiteni. Kar se tiče grada Hrastovec, v gradu Hrastovec pa imamo sedaj nameščeni 2 varovani enoti, ampak to enote, ki so pač težave z duševnim zdravjem, in so to ljudje z sklepom sodišča, ki pač imajo predpisano, da so ali leto dni, oziroma se potem ocenjuje, da se z njihovo stanje toliko izboljša, da lahko grejo tudi ven. Za te ljudi smo potem namenili, da po preselitvi teh negovalnih enot v Lenart, da smo uredili te naše dependanse, ker so zdaj negovalne, in se bojo iz gradu preselili lahko v te negovalne, te modernejše in bolj odprte oddelke, in bo tudi tam za njih življenje v tem trenutku boljše. Seveda bi radi zgradili bodoče še tudi nove kapacitete za njih v lokalni skupnosti, vendar pa pač finančno smo vedno omejeni, in zdaj s temi sredstvi bomo reševali stiske teh ljudi, ki so sedaj najbolj prikovani na neko ali na posteljo ali neko manjše območje, ker vemo, da tudi kadra je, koliko je, in ne moš pričakovati, da bo 20 negovalnih šlo vsak dan lahko na vozičko ven z 3-4 zaposlenimi. In s tem, ko bomo preselili te ljudi v Lenart, kjer bo to vse omogočeno, tudi fizično, naj bo ti ljudje lahko imeli dosti večjo kvaliteto življenja. Ampak se pravi, ko bomo mi 70 ljudi preselili iz gradu Hrastovec, še vedno ostaja v gradu okrog 30 stanovalcev, za katere pa rabimo še dodatne namestitve. Kot sem že tudi povedal pred časom za Radio Maribor, kupujemo letos dodatne parcele, kupili smo že letos tudi eno hišo, in bomo letos za te parcele pripravili tudi dokumentacijo. Ministrstvo nam je nekako obljubilo, da naj v naslednjem letu tudi pomagalo oziroma sofinanciralo izgradnjo dodatnih enot. Nekako je bilo prej že obljubljeno za letos, kar so bili tudi naši plani, ampak letos vemo, kaj se je v Sloveniji zgodilo, da so zgodile poplave in da pač vsa sredstva so namenjena za obnovo po poplavah, in so tudi nam povedali jasno, da letos nekih sofinanciranja na našem področju ne bo, zato bomo pač pripravili dokumentacijo, da naslednje leto, ko bo pa v državi spet neka sredstva namenjena za to področje, da bomo imeli pripravljene parcele, gradbena dovoljenja, in bomo lahko začeli tudi naprej graditi. In če nam to uspe, potem bi lahko v naslednjem letu pa se res grad potem izpraznil tudi tistih, ki še sedaj tam živijo. Enota v Lenartu, kjer nastaja 9 hiš, je nekako v zaključni fazi. Mislim, da bo v kratkem končana. In zanima me potem sama enota. Kot si že dejal, 70 ljudi se bo preselilo sem. Mogoče kaj je posebnost te enote, kajti stroka dejansko vedno zagovarja, da so ti ljudje živijo samostojno v lastnih stanovanjih, in tu se tudi na nek način temu približujete, saj več v teh hišah ne bo osebja, ampak bo to osebje prihajalo k njim na obisk. Tako je, ta enota v Lenartu je edina tovrstna gradnja v Sloveniji. Edini smo bili, pred 2 letoma toliko drzni, da smo šli že takrat razmišljali, da gremo korak naprej. Vemo, vsi ostali zavodi, domi starejših gradijo klasične, skoraj stolpnice, tako kot so pač gradili zadnjih 30 let. Mi smo rekli, da se tega več ne gremo, da gremo v bolj, domače okolje, bolj prijazno, in smo zgradili manjše hiše,
in to vsaka hiša ima kapaciteto 10 postelj, vsaka hiša ima tudi kuhinjo, dnevni prostor, bi rekel čisto domače okolje. Vsaka soba, imamo 1- in 2-posteljne sobe, ima svojo kopalnico in to prilagojeno kopalnico tudi za invalide, kateri lahko tudi opraviš nego najbolj zahtevnih. Potem ima vsaka soba tudi svojo teraso, izhodno teraso, kjer lahko tudi z vozičkom oziroma z bolniško posteljo, tudi tisti, ki so v zadnji fazi življenja, kot mi pravimo paliativi, ki vemo sedaj v vseh domovih, bolnicah, tudi pri nas nenazadnje so v prostoru in čakaš lahko leto več ali pa manj na to svoj konec življenja in si v takem stanju, da se več ne moreš ne gibati in potrebuješ to nego najbolj zahtevno. Ampak tukaj v Lenartu pa bo tudi tem ljudem omogočeno, saj smo te terase prilagodili prav za to, da bo lahko tudi električna bolniška postelja, ki je potrebna za nego takih najbolj zahtevnih neg, lahko možno jo zapeljati na teraso, so vrata široka in bodo tudi ti ljudje, bi rekel, v zadnji fazi življenja lahko šli na sveži zrak. To so pokrite terase, lahko bojo malo spremljali, kaj se zunaj dogaja, naravo opazovali in verjamem, da bo to tudi ti zadnji dnevi oziroma meseci tudi za te ljudi na dosti višji ravni, kvalitetni ravni življenja, kot pa je nudeno sedaj tem našim ljudem in pa mislim, da večini tem ljudem v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da res ta enota je prilagojena za te najbolj zahtevne in pa najtežje primere. Tudi ti negovalni oziroma dementni stanovalci, ki izgubljajo spomin. Vemo vsi, tudi v vseh domih so to neka manjša okolja, ograjena, ker se lahko gibaš po nekaj par kvadratnih metrih. To pa bo celotno območje možno tudi tem ljudem, da se bojo lahko gibale notri so poti, krožna cesta, tako da ne bojo vezani samo več na tisti svoj prostor oziroma neki manjši ograjeni prostor, pa bo to celotno del naselja, ki bo to omogočen. In tudi vemo večer, če ne bo prišel v svojo hišo, tam se bojo ljudje med sabo poznali, zaposleni, ga bojo odpeljali v tisto njegovo hišo in bo varen in pa vseeno ne bo takih omejitev kot sedaj. In sem prepričan, da tudi za te ljudi, da bo potem to kvaliteta življenja največja. Jaz sem bil nekako na stališču, da ko smo pripravljali to enoto, da bomo v to enoto namestili oziroma preselili ljudi, ki sedaj so te, bi rekel, najbolj omejene njihove možnosti življenja in so nekako najbolj vezani ali na svoj posteljo, ali na svojo sobo oziroma na to manjši del. Tu s tem v Lenartu pa jim bo tudi to tem ljudem omogočeno, rekel bi, dosti bolj kvalitetno življenje. In vam povem, da tudi marsikdo, ko sedaj spremlja že to gradnjo ali pa pride na obisk in sedaj, ko se to že vidi, si zaželi tudi, da bi tudi on na stare leta reči šel v eno tako individualno hišo, kjer bo imel nudeno vso to podporo in pa bo tudi fizično vse omogočeno za tudi tiste, ki ne bojo mogli več sami hoditi, da pravijo, da bi reči živeli v takih hišah, kot pa v nekih klasičnih domovih, kjer vemo spet, da se vsi trudijo, ampak vseeno, če si predstavljate 30 metrov dolg hodnik, na tem hodniku 15 sob, si ti ena številka v tisti sobi, čeprav se vsi trudijo, ampak to pa, da živiš ti v svoji hiši in tudi ta sistem, ki smo si jo nastavili, kar tudi zagovarjam za bodoče naprej, da je en prostor oziroma ena hiša posebej za zaposlene, ker imamo lahko dokumentacijo to zdravstveno, ki jo rabimo, kjer se vnašajo storitve, ker imamo skladišče oziroma depoje za zdravila in delavec, ko prije službo, prije v to hišo in potem ve, kam bo šel, komu bo šel urejati, vzame zdravila oziroma vse pripomočke, gre v to hišo, dejansko kot na obisk oziroma kot patronažna sestra, opravi te storitve in potem gre naprej v drugo. Čeprav nekateri pravijo, ne bojo mogli oni sami živeti, če bojo delavci prišli, ampak seveda vedno imamo več profilov, imamo medicinske sestre, bolničarje, potem animatorje, ki se ukvarjajo z njimi, potem varuhe, ki jim tudi nudijo to oporo in vedno bo nekdo z njimi. Ampak ne bo več tisto, da je to ta hiša kot inštitucija, da imaš vse tako, kot imamo sedaj v teh bivalnih enotah, pa bo to vseeno bolj njihovo, bolj toplo, bolj primerno, bolj se bo lahko te prostore vzeli kot svoje. Dejansko bojo ti zaposleni, ki jim nudijo oporo, prišli od zunaj in opravili svoje storitve v njihovi hiši in potem verjamem, da bo tudi ta
ta ugodnost oziroma življenje teh ljudi, da bojo bolj to vzeli te prostore kot za svoj dom, kot pa sedaj v nekih večjih, več nadstropnih objektih. Torej, v enoto v Lenart prihaja 70 novih someščanov. Kdaj jih lahko pričakujemo v Lenartu? Sedaj smo uskladili, objekti se končujejo, se opremljajo, tudi po hišo se že montira intenzivno, tako da planirano imamo otvoritev in tudi že potrjeno za 7. maja letošnjem letu. Moram povedati, da sem zelo hvaležen tudi predsednici Republike Slovenije, dr. Nataši Pirc Musar, katera je prevzela častno pokroviteljstvo nad samim dogodkom. Moram povedati, da tudi si prišel že ogledati to enoto dr. Aleš Musar, mož predsednice, in ko je videl tudi to, kaj smo se zamislili in kaj smo naredili, je bil presenečen in absolutno podpira. Zato tudi ta gesta predsednice, da podpira naše usmeritve, naš razvoj in to s tem častnim pokroviteljstvom tudi izraža svojo podporo tem našim prizadevanjem. In tako da planiramo, da otvoritev bo 7. maja. Tudi minister sedaj že pravi, da si bo rezerviral termin, da bo prišel na samo otvoritev. Veliko gostov, ki spremlja to našo, ta razvoj oziroma to gradnjo, te naše enote, bi radi prišli in mi pravijo, da bi radi prišli pač pogledati te prostore in na samo otvoritev. In to se pogovarjamo z profesorji fakultet, socialno delo, gerontologijo in raznimi odločevalci, ki v tej državi o tem odločajo, ki peljajo ta razvoj, in ko vidijo to, potem tudi s tem dajo podporo in pa tudi hočejo biti prisotni pri tem dogodku, kjer se bo spet neki korak v Sloveniji naredil v neko lepšo prihodnost tudi za te ljudi. In to me veseli, da imamo podporo to najvišjih odločevalcev v državi, ki so spoznali to naš trud oziroma ta novi pristop. Tudi nekateri evroposlanci so nas že obiskali in recimo, če damo naveden gospoda Franca Bogoviča, ko je videl ta naš projekt, je rekel, mi v Krškem že 10 let delamo edine zasnove, vi pa to gradite, kaj ne. Ampak to ni čista novoteta, to na zahodnih državah razvitih, v Franciji, v Angliji, so države že pred leti ugotovile, da če ti prilagodiš okolje za starejše, za težje gibljive, da ti ljudje lahko živijo brez večje podpore in pa da tudi v samem okolju ne prihaja do poškodb, do padcev, ker vemo, da če starejši človek pade, slomi kolk, državo stane to zdravljenje kolka več, kot pa če prilagodi to okolje in da so potem ti ljudje lahko tam živijo bolj varno in pa do teh poškodb ne prihaja, je potem ta računica finančna potem tudi za državo ugodnejša. In marsikatera država vlaga v to, da prilagodi takšna okolja za starejše, ki so seveda dosti bolj primerna in pa prijazna do teh ljudi, in s tem po drugi strani tudi privarčuje sredstva. Tako da mi pričakujemo, da bo tudi ta naš projekt nekako vzor tudi za državo, da lahko tudi za klasično starejšo populacijo poskrbi na ta način in bo ta pristop prijaznejši in pa ugodnejši in pa ne nazadnje tudi cenejši. To pomeni, ob tej priložnosti lahko povabimo vse, ki jih zanima, kako bo izgledala nova enota, 7. maja si bodo lahko enoto ogledali. Tako je, sicer bo to pod pokroviteljstvom predsednice države, katere protokol vseeno zahteva nekaj omejitve in to bomo videli, koliko bomo lahko tudi ljudi povabili, ker vemo, da to tudi je poskrbljeno za varnost in pa za vse te ostale potrebe, ampak tudi moče že tudi pred tem ali pa tudi po sami otvoritvi bomo še planiramo približno teden dni, preko bomo začeli naseljevati prve ljudi, da bomo omogočili tudi širši javnosti, da bo lahko to prišlo pogledati. Res pa je, da ko bodo pa enkrat ljudje naseljeni v te svoje hiše, potem pa bo tu seveda večja omejitve, saj tudi mi doma ne pričakujemo, da bo zdaj ravno množica drla v naš dom, pa smo na razstavi naših stanovalcev ne bomo razstavljali in jih bomo zaščitili, tako da seveda bo tudi potem omogočeno kakšni ogledi, ampak vseeno v manjšem številu in pa bolj individualno, da pač ne motimo teh ljudi v njihovih hišah. Torej, stanovalcem zavoda Hrastovec, ali ne toliko zavoda, gradu Hrastovec, se obetajo boljši časi, boljše oblike bivanja, vrnjeno jim bo človeka dostojno življenje v teh novih enotah v lokalni skupnosti. Kakšna prihodnost pa čaka sam grad Hrastovec? Tudi na tem delu se intenzivno
pripravljamo na to izpraznitev in je tudi ustanovljena skupina, in sicer šole za fakulteta za arhitekturo, katera nekako pripravlja idejne rešitve oziroma neke končne rešitve za uporabo tega gradu. Imeli smo že nekaj sestankov, tudi sedaj je napovedan naslednji sestanek že, ker ti profesorji z študenti iščejo variante, kako to potem uporabiti naprej, da ne bo ta grad propadal. Bomo videli, kaj se bo iz tega izkazalo. Ta projekt je zastavljen širše, vključeni so lokalniki turistične ponudbe, občina, župan, mi kot uporabniki trenutnih teh objektov, tako da je ta res vključena širša lokalna skupnost in pa širši interesi. Ampak moj pogled na to je, da tu ne pričakujemo nekega visokega turizma, ne, ker grad je vseeno, bi rekel, je lepo ohranjen in je taki kulturni biser, ampak sedaj to omejiti na neko, bi rekel, spet višji standard, mislim, da je bilo škoda. Mislim, da je ta grad dobro, da ostane dostopen vsem in verjamem, da bo tudi občina tukaj lahko marsikateri prostor, našo viteško dvorano, to obnovljeno baročno stopnišče uporablja kot protokolarni, za kakšne protokolarne dogodke. Ti izpraznjeni prostori, kjer so pa sedaj ti varovani oddelki, pa moram povedati, da so bili tudi 10 let nazaj obnovljeni, so to dvoposteljne sobe, vsaka soba ima kopalnico, z talnim gretjem, klimatizirano in je to urejeno, inštalacije vse obnovljene in vodovodne in elektro, in sem prepričan, da tu z zelo malim vložkom lahko nastane hitro kakšen hostel za te naše kolesarje. Vemo, da ob naših občinah nastajajo lepe kolesarske poti, katere pa bo potem tudi potrebovale kakšne prostore za spanje, in jaz mislim, da bi se tudi v tej smeri lahko to uporabilo in brez nekih večjih investicij hitro zagnalo. Tako da jaz mislim, da bi bilo to zelo smiselno, ampak pravim, tu so vključeni strokovnjaki, moče najdejo kakšne boljše rešitve. Dobro pa samo je, da pač se dejavnost neka nadaljuje v tem gradu, in ker vemo, da če grad postane prazen, tako kot se je zgodilo na Tratah od 2004, potem objekt propada, investitorjev ni, da bi vlagali in obnavljali, če pa nekdo noter živi, pa se to sproti obnavlja, pa so ti stroški precej manjši. Torej, Zavod Hrastovec se odpira navzven v lokalni skupnosti, se približuje tudi, kar mislim, da bogati te kraje. In prav je tako dejansko, da se srečujemo z drugačnimi, kajti zelo meja med tako imenovano v narekovajih normalnostjo in dejansko stanovalci zavoda je zelo tanka, zelo tanek led in zelo hitro lahko prestopiš to mejo. Ampak vseeno, če pogledava še malo za prihodnost, kakšni so načrti zavoda, kaj si želiš kot direktor takšne ustanove, da bi se v prihodnje zgodilo, kako daleč je možno izpeljati to deinstitucionalizacijo in potem razseljevanje teh stanovalcev? Naše ministrstvo je pripravilo ta projekt deinstitucionalizacije, ki bi naj bil sedaj sprejet v februarju oziroma marcu, ampak ta projekt deinstitucionalizacije predvideva, da bi naj v 10 letih vse posebne zavode in pa VDC-je razselili in jih vključili v lokalno skupnost, kar pomeni, da v 10 letih potem v naši Sloveniji več ne bi bilo dobene takšne večje ustanove locirane na eni lokaciji. Seveda inštitucije ostajajo, ampak razseljene po bližnji okolici. Tako da jaz si želim, da tudi nam uspe, da enkrat Hrastovec razselimo in ga vključimo v družbo. Na lokaciji Hrastovca pa te objekte, ki so, uporabimo za, bi rekel, bolj turistične namene. Vemo, da na lokaciji Hrastovca imamo tudi objekt, v katerem je veliki terapevtski bazen. Imamo lepo fizioterapijo urejeno, potem to viteško dvorano, in tudi to območje potem lahko nudi tem lokalni skupnosti oziroma širšim prebivalcem kar nekaj, bi rekel, dobrih priložnosti. Verjamem, da v tem gradu je ogromno prostorov, grad ima 5500 kvadratnih metrov tlorisne površine in tukaj bi se najdlo ogromno, bi rekel, lahko raznih idej za neke ustvarjalce, mlade, nadobudne, ki bi radi kaj ustvarjali in sedaj nimajo svojih prostorov, tudi za druženje kakšnih mlajših in pa raznih delavnic,
kjer bi potem v teh ogromnih prostorih, pač v številčnih prostorih lahko marsikdo najde svoj kreativni prostor in mislim, da bi se tukaj lahko marsikaj dogajalo in to za lenarške občine, tudi okoliške občine, bi lahko bil en taki center, bi rekel, bodočega razvoja, navdiha, nekega dogajanja, kulturnega, družbenega in pa tudi, bi rekel, mogoče kakih podjetništva in tudi kakih dobrih idej. Če nam uspe to izprazniti, verjamem, da je to res na taki lokaciji med Maribor in Lenartom in Ptujem, da bo ta prostor izkoriščen in da bo tu lahko živelo naprej. Za sam zavod pa si želim, da obstanemo, da se razvijamo, da gremo po strokovni poti naprej. Nisem tudi omenil prej, da smo mi tudi učna baza. Pri nas se učijo dijaki srednje zdravstvene šole, fakulteta zdravstvene vede, fizioterapeuti iz šole iz Alma Mater fakultete in marsikdo se že sedaj nabira izkušnje pri nas in zatem, ko bomo odpirali enoto v Lenartu, verjamem, da bo ta enota v Lenartu, bi rekel, ena najbolj kvalitetnih učnih baz na tem področju in se veselim, da bo tudi mladi lahko prihajali tam in si svoje izkušnje nabirali. In predvsem pa tudi vemo, da stroški se vedno večajo, vsi si želimo vedno več, finančne omejitve so takšne, ko so in tudi mi, bi rekel, ko bomo starejši, tudi ta zakon o dolgotrajni oskrbi nam ne bo omogočil vseh ugodnosti, ki si mogoče sedaj kdo predstavlja, kaj bomo vse dobili, ampak vsi vemo, da pač vse stane. In tudi ta sistem v Lenartu gradimo tudi na, bi rekel, da bomo izkoristili tudi področje prostovoljstva. Mi v Zavodu Hrastovec imamo sedaj že vključenih 15 prostovoljcev, ki redno hodijo in se vključujejo in nam polepšajo marsikateri dan in to so ljudje, ki žrtvujejo oziroma nudijo svoj prosti čas in delajo brez plačila in verjamem, da bo v Lenartu, to se že tudi sedaj najavlja, tudi marsikateri naši upokojeni bi radi z veseljem prišli in nam pomagali. In verjamem, da to prihodnost, bi rekel, tudi te sociale naše, da ne bo trebalo vsega plačati, ker potem smo predragi, da tudi izkoristimo, bi rekel, mlade potenciale, starejše. Moramo vedeti, da mladi se nabirajo izkušnje, tudi če recimo vidim v tujini, imajo tudi take možnosti, da pride recimo študent delati z njimi, dobi tam hrano, preživi neki čas, nekateri tudi nudijo stanovanja in potem je to delovanje vzajemno. Se nabirajo izkušnje, starejšim imajo družbo, potem pa so naši starejši občani, ki se upokojijo in tudi sedaj se veliko govori o osamljenosti, kar je ena večjih, pravijo, bolezni prihodnosti, ker vsi smo vedno bolj zasedeni in se vedno manj družimo in potem pozabljamo na te starejše, ki živijo v svojih stanovanjih. In enako seveda tudi pri nas, če hočemo mi poskrbeti za vse naše in da se nekdo druži z njimi, pa to je, potrebuješ veliko kadra, ta kader stane in cene tega ne prenesejo. Ampak če pa mi sedaj vključimo nekoga, ki je se upokojil in še v, bi rekel, v dobri kondiciji in lahko prije k nam, z nami preživi čas, pelje nekoga na vozičku, mu pomaga pri obroku, igra karte z njim, jaz mislim, da to lahko samo pridobita oba dva. Mi pridobimo, ker pač naš bo imel neko družbo in pa nekaj se bo dogajalo. Ti si človek pa tudi, ki bi potem sam ždel v nekem stanovanju, bloku ali v hiši, pa ima spet, lahko gre, se vključuje in je vseeno še nekako izkoristi to svoje življenje, ki še lahko aktivno in pa se čuti koristnega in pa koliko zmore, in pa vseeno je pa to, bi rekel, za nas zastonj in nas ne stane in to ne povzroča dviga cen in potem bi ta sistem bil tudi vzdržen. Jaz mislim, da če bi enkrat to domeli in to vpeljali, da bi vključevali mlade, da bi vključevali te starejše, bi to medgeneracijsko sodelovanje pomagalo, da bi lahko tudi marsikateri preživel življenje bolj kvalitetno in tudi mladi bi si nabirali izkušnje, širili svoje obzorja in pa tudi sprejemali širše drugačnosti. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala, da ste spremljali naš prvi podcast Neokvirjeno, s katerim sva okvirje poskušala odstranjevati z direktorjem Socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, Aleksandrom Gunglom. Sandi, tebi pa najlepša hvala za obisk in za vsa ta pojasnila in upam, da se vam čim prej v zavodu uresniči čim več teh želja za prihodnost. Hvala tudi vam, da smo imeli možnost sodelovati in to pri prvi vaši oddaji.